Ne domišljam si, da vem, kako si si zapenjal uro s pozlačenim ohišjem znamke Helvetija, ki so ti jo podarili sodelavci iz živina prometa Gorica, ko si šel v penzijo. Ironično darilo za nekoga, ki se je bal časa, ki ga je bilo nenadoma preveč. Sama si jo zapnem z vajno gesto. Položim jo na vrhnjo stran levega zapestja, dlan z uro stisnem ob prsi in z desno roko staknem paska. Levega potisnem v režo in nastavim čvrst prijem. Čez dan pozabim nanjo, da miruje. Le včasih od nemira zatipam krono in jo nekajkrat zasukam, da me ritem zajezi. Morda bi pomagalo, če bi uro večkrat nosil, ko se je začelo tisto drugo življenje, z umikanjem in spomini na vojno, ko še brivec ni smel tvojo bližino. Samo majhna punčka je kdaj preslišala pravila in vstopila v sobo na drugi strani stene. Za hip je bil svet cel. Včasih se pod steklom ure nabere vlaga in zastre številčnico. Urar pove, da zaradi načete lunete in da lahko napako odpravi takoj. Rada počakam delavnici mojstra, ki pozna vse delce celote in ve, kako zasukati nemirko za točen tek. V zgolj čakanju, brez planerjev in spomina, tik preden zavlada red številk, je soba na drugi strani stene tu. Predmeti v njej lebdijo brez težnosti, ne pripadajo, le merijo razdalje.